Zadnja čajanka v prvem sklopu z naslovom Od soli do konoplje, ki jih organizira Splošna knjižnica Slovenske Konjice, je novembrsko sredo popestrila z zanimivimi dejstvi in izkušnjami z gostom, ki je brez dlake na jeziku že mnogokrat presenetil tako javnost in medicinsko stroko, kot tudi različne politične debate. Jaka Bitenc je predsednik Slovenskega konopljinega socialnega kluba, Združenja državljanov Slovenije, ki organizirano gojijo omejeno količino konoplje za zadovoljevanje lastnih potreb in se zavzemajo za zakonsko legalizacijo konoplje. To je neprofitna organizacija, ki pomaga bolnikom, ki iščejo alternativno zdravljenje s pomočjo konoplje. Jaka je po poklicu kuhar in kot dolgotrajni sladkorni bolnik, 21 let je bil na zdravljenju z inzulinom, je na sebi spoznal zdravilne učinke konopljinega olja. Z njim sedaj učinkovito znižuje raven sladkorja v krvi. Z oljem in drugimi izdelki iz konoplje pomaga ljudem z raznimi težjimi obolenji, tudi rakom. Čeprav smo v svetu priča preobratu, saj vse več držav legalizira konopljo, ta pri nas po zakonu še vedno ostaja v prvi skupini prepovedanih drog. A pobud za legalizacijo le-te je vse več. Združenje umetnikov Paviljon je, žal neuspešno, izdalo predlog zakona o konoplji, pri katerega snovanju je sodeloval tudi Bitenc. 90-minutni film z naslovom The Cannabis Manifesto vrtijo tudi na Floridi oziroma na nekaterih ameriških klinikah, kjer zdravijo rakave bolnike. Po letu 2010, ko so se začele stavke pred borzo, je na njegovo pobudo in pobudo Vita Flakerja začelo delovati združenje SKSK ali Slovenski konopljin socialni klub. Zgledovali so se po konceptu organizacije Enkod, ki je na spletu izdala navodila, kako narediti Cannabis Social Club. Konoplja je Jaku dala smisel, spremenila mu je razmišljanje, postal je boljši človek in sam zase pravi, da se je iz sebičnega pristopa razširil in bi pomagal revežu, tudi če nima nič. Njegov primer se je začel, ko je dobil otroka januarja 2012 in je začelo telo odklanjati inzulin. Normalne vrednosti krvnega sladkorja v krvi pri zdravem odraslem človeku znašajo do 6,1 milimol na liter za odraslega človeka na tešče. Vrednost krvnega sladkorja je bila pri njemu takrat 33 milimolov na liter sladkorja v krvi. O tistem dogodku pripoveduje. Občutek je bil tak, da sem vohal same kemikalije. Inzulin ni deloval, čeprav sem si ga vbrizgaval po celem telesu. Edina zdrava alternativa, ki je takrat pomagala, je bil uparjevalnik s konopljenim oljem, ki je v 15 minutah znižal sladkor s 33 na 15 milimolov na liter. Dejstvo je, da tega ne naredi nobena vrsta inzulina na svetu. Jaz sem Jaka Bitenc, star sem 32 let. V tej vlogi nisem hotel biti, v bistvu sem nikoli nisem dajal to vlogo. Žal me je moj diabetes pripeljal do tega, da se moramo boriti za svoje zdravje na koncu, ker zdaj smo videli, jaz sem tisti človek, ko sem dal lansko let v parlament 3 zakone z vašo pomočjo, ne sem z mojo pomočjo, tako da sem vam ful hvaležen, res. Ne znamo v bistvu opisati, koliko sem vam hvaležen, da sem vsaj govoril o konoplji. Smo dosegli 28,000 podpisov. Verjetno, da se ne zavedate tega, ampak v zgodovini Slovenije se še ni zgodilo, da bi za 3 zakone zbrali toliko podpisov, oziroma da bi za 3 zakone skupaj zbrali podpise. Predlog zakona o konoplji, samo zdravljenje pa osnovno bivanje. Verjetno veste, oziroma tistem, ki še ni jasen, leta 70, zakaj pa kako, zakaj so prepovedali v bistvu konopljo. V bistvu vsi lobiji, tudi danes, ko hodimo v trgovine pa tako naprej, so bili proti konoplji. Od naftnega lobija do prehrambenega, farmacevtskega, alkoholnega, lesnega. Tisti, ki ne veste, konoplja raste 6-krat hitreje kot smreka. V bistvu jaz v zgodovini ne bom ful govoril, ker nima toliko smisla, kolikor ima smisel, da govorimo o zdravljenju, v bistvu, zakaj sem sploh prišel sem. Jaz imam sladkorno bolezen od leta 1991. Leta 1990 so me cepili za ošpice, reakcija na tiste ošpice, cepljenje, sem jaz danes tukaj sladkorno boleznijo. Potrditev moje zgodbe je prišla na plan na Pop TV-ju, verjetno tisti, ki gledate televizijo, veste, Janko Pirc iz Krškega je posadil, mislim, da 7-8 konopelj za svojo ženo pa otroka. Otrok je dobil sladkorno bolezen zaradi cepljenja. 5 let nazaj, preden sem sploh javno stopil ven, da sem začel govoriti o teh zadevah, sem raziskoval
seveda učinke konoplje. Konopljo sam konzumiram od 11 leta starosti. Ni me sram, da sem ful ponosen v bistvu, a ne. Pa čisto, da boste vedeli vi starejši, ker po mojem, da mlajši že veste, a ne. Endokannabinoidni sistem je del vseh vrtenčarjev, vseh živih bitij. V svojem telesu imamo CB1 pa CB2 receptorje, ki edini sprejemajo konopljo. V bistvu s povečanjem kanabinoidov se naše telo lahko samo zdravi. S pomanjkanjem je glih obratno v bistvu, ne. Jaz velikokrat povem primerjavo, mame, ko dojite svoje otroke, ne, dlje ga dojiš, bolj zdrav bo otrok, ne, saj tukaj pa isto v bistvu. 5 let nazaj sem bil 3 dni brez inzulina. Drugače inzulinski odvisnik, tisti, ki bo hotel, bom pač pokazal, inzulin mi zaostaja v telesu, ne pride do svojih funkcij, bulil sem po celem telesu, bil sem pa tudi že operiran zaradi tega. 5 let nazaj sem imel 33 sladkorja in v bistvu v 2-3 urah meni noben inzulin, ja, sej, dobro, da sem tukaj živ, ne. Noben inzulin mi pomagal, dal sem 60 enot inzulina. Naši diabetologi, ne, moj bivši diabetolog je bil doktor Andrej Janeš, nas je naučil, da glede na težo dajemo inzulin in tako naprej. Meni ni padel tudi za 1% dol cukor. V tistem hipu sem imel zraven sebe vaporizer, to je uparevalnik konoplje, za tisti, ki še ne veste, ne. In sem si v glavnem dal noter konopljo, oziroma pač partnerka je dala, ker jaz nisem bil zmožen tega narediti in jaz sem pač vdihaval tisto zadevo, v roku 15 minut je cukor padel na 15. Zdaj, verjetno se sprašujete, ne, meni bi zihar je kaj inzulin pomagal, ne. Ma glavno, da je nekaj pomagal, jaz pravim, ne. Ni važno, katera stvar pomaga, mene če bo boleli nekaj, pa če mi painkillerji ne bojo prijeli, ne, verjemite, da bom še kaj drugega pojedel, samo zato, da ne bom imel bolečine. Okej. Tistega leta, to je bilo 2009, takrat se je dogajala pred borzo tudi tista boj za in tako naprej, sem šel do svojega diabetologa in sem mu povedal, da sem našel zdravil, ki bi meni veliko boljš pomagal, kot pa tisti inzulina, ne. Najbolj uspešno zdravljenje je celostno zdravljenje. To vedno govorim, to skozi ponavljam. Vse zdaj, kar bom povedal, v bistvu velja tudi za tiste, ki ste zdravi. Ker danes, ne vem, mene par bolnikov, ki je do mene prišlo, ki me je spraševali to, ja, to samo za bolnika ali samo za rakavega bolnika, ne, to tudi za šizofrenika, pa za enega, ki ga sploh ne poznaš na koncu koncev. Prva zadeva, ki je zelo pomembna, je volja človeka. Zapomnite si, v Sloveniji ne ubija bolezen, ampak ubija strah. 2 dni nazaj sem imel predavanje v Velenju in mi je bilo všeč, ker je bila ena punca vmes, ki je povedala za svojega očeta, oziroma ne za svojega očeta, za svojo mamo, se mi zdi. In je pač povedala, ker je gospa imela raka na slinavki oziroma pankrasu, na kakšen način je pomagala mami, pa v bistvu, kje je bil srž problema, ne. Problem je nastal, ker je mama rekla, jaz se pa bojim tega ful vzemati, da bom preveč omotična, ne. Zaradi tega se treba naučiti, da to ni nič kaj tazga v bistvu, ne. Konoplja znižuje pritisk, reči kri, širi žile. Rakavim bolnikom, ko do mene pridejo, vedno pravim, če imate T3 ali pa ne vem, koliko tablet zraven, ne, jaz če vzamem olje, ne rabim nekaj, da mi znižuje pritisk. Če vzamem veliko olja, ta pravega za mene, ne potrebujem veliko inzulina. Več olja pojem, manj inzulina rabim. Manj olja pojem, več inzulina rabim. In tako jaz tudi rakavim bolnikom pravim, ne. Če vidite vi, da vam znižuje pritisk zadeva, ne rabite še zraven za pritisk nekaj vzemati. Oziroma, če ima človek tablete za depresije, ne, dosti hitro ne rabi tablete za depresijo, zato ker v bistvu je najboljši antidepresiv konoplja, ne. Najboljši anestetik in tako naprej. Zakaj? Zato, ker je naravna zadeva. Vse, kar nam farmacija, medicina ponuja, je sintetično, žal. Tukaj bi pač ena stvar poudaril. Veliko ljudi do mene pride pravijo, ja, zdaj imam pa probleme z želodcem, pa ne smem unga, tretjega, četrtega. Pozabite, da sem jaz zdravnik. Jaz nisem zdravnik, jaz sem tukaj, da vam sam pomagam, par informacij dam, na vas je, da kaj naredite, ne. Pred vsako terapijo, tisti, ki mi je poslali pač mail, ne, boste dobili to napisano, je napisano, poslušaj svoje telo in piši dnevnik. Moje telo je moje telo, ne od moje partnerke, je isto prva velja, ne. Iz konoplje izdeluje tisto, kar je najprej pomagalo njemu, sedaj pa po izkušnjah vidi, da pomaga tudi drugim. Med temi izdelki so kreme s karitejevim maslom ali drugimi maščobami in te kreme je prvotno naredil za diabetične noge, ker konoplja izboljšuje cirkulacijo in širi žile. Kreme se uporabljajo tudi pri luskavici in za glajenje gubic.
Poleg krem izdeluje še tinkture, konopljino olje in svečke s konopljinim oljem in maščobo. Poznamo več vrst konoplje: Cannabis ruderalis, Cannabis sativa, Cannabis indica in industrijsko konopljo. Za zdravljenje se uporabljata predvsem dve vrsti, sativa in indica. V njiju je 80 različnih snovi. Jaka pravi, razlika med vrstami konoplje pa v učinku je, da te Cannabis indica zadene in si zaspan, Cannabis sativa pa te dvigne in se počutiš high. Konoplja ima endokanabinoidni sistem, ki ga imamo tudi v lastnem telesu. Kanabinoidov je več kot 400 in dejansko je to ena mala oziroma kar velika znanost. Ko ga bolniki sprašujejo, kaj jim bo ta zadeva naredila, jim pove, da konopljino olje že samo ve, kaj mora narediti, ko ga zaužijejo in pride v njihovo telo. To je namreč manjkajoči člen našega gena. Konoplja spada med zelišča, vselej je bila zelišče. Psihotropna snov je nenazadnje tudi v cigaretih in čajih, konoplja pa ima poleg tega še zdravilne sestavine. Če bi bil nov zakon sprejet, bi si Slovenci lahko prosto pridelali po 1 kilogram konoplje na leto in si lajšali težave, saj se s konopljo da zdraviti tudi alkoholizem in odvisnost od vseh vrst drog, cigaret in druge bolezni. Iz 1 kilograma konoplje je mogoče dobiti 120 ml olja, kar pa je odvisno seveda v prvi vrsti od kakovosti rastline. Zdravje mora biti celostno. Vsak človek je zase organizem. Nekdo potrebuje 60 ali 100 ml v pol leta, nekdo drug pa takšno količino potrebuje za 2 ali 3 mesece. Izobraziti je potrebno ljudi in odpraviti stigmo, in le to bomo odpravili samo tako, da bomo ljudi poučili, pove med drugim gost Čajanke. Človek je lahko brez nje, saj ne pride do telesne zasvojenosti. S kajenjem marihuane se celo lahko zdravi odvisnost od alkohola in tobaka. Sicer pa se vsak bolnik, naj bo to z diagnozo rak ali diabetik ali s katero drugo, lahko odloči med nečem, kar je nenaravno in samo lajša tegobo, ali nečem naravnim, kar pomaga pri boljšem počutju. Na koncu Jaka pove, da poskuša misliti dobro za vsakogar in vsakemu privošči dobro. Sam pa upa, da bodo za njega podobno mislili ostali v njegovi bližini. Tisti, ki ga ne marajo, in tisti, ki ga imajo radi.